Hvala za besedo. Spoštovane dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Imam zelo malo časa na razpolago, bom kar začel in dalje besedilo. Torej, v tem slajdu sem naštel 8 zgodovinskih prelomnic, za katere menim, da so dejansko močno vplivale na razvoj madžarske narodne manjšine v Sloveniji oziroma v Prekmurju. Prva prelomnica je v bistvu Trianonska mirovna pogodba. To je v bistvu rojstvo madžarske manjšine, ne samo v Prekmurju oziroma v Sloveniji, temveč v Karpatskem bazenu. Veste, vse do razpada Avstro-Ogrske je bil madžarski narod v bistvu večinski, leta 1910 v ogorski polovici skupne države in po razpadu Avstro-Ogrske se je za mejami Madžarske najdlo približno 3 milijone oseb, vse, ki so za materinščino označili madžarski jezik leta 1910 in od tega približno 15.000 v Prekmurju. Tukaj vidite etnični zemljevid Prekmurja in sicer je bil ta narisan na podlagi opisa prebivalstva leta 1920 na Madžarskem oziroma 21 v Jugoslaviji in s temno barvo sem označil naselja, kjer so večinsko prebivali Slovenci, torej to pomeni več kot 80% tamkajšnjega prebivalstva in s sivo barvo madžarska naselja z več kot 80% prebivalstvom in levem zgornjem kotu pod številko z naletnico pa so bela ali beli, to so nemška naselja. In žal nimam rdeče barvice, ne vidi se, ne vem, če se razločno vidi državna meja med Jugoslavijo oziroma Kraljevino SHS in Madžarsko, namreč lepo ponazarja ta zemljevid to, da o tem, kar sem že prej omenil, da pred Trianonsko pogodbo ni bilo madžarske manjšine kot take, torej je to konstrukt Trianonske pogodbe in da je ta državna meja od kompaktnega madžarskega etnotelesa priključila Jugoslaviji ta prekmurski madžarski del, torej to je gre za 29 naselij. Hkrati je ta pogodba obenem priključila večinski del prekmurskih Slovencev v Kraljevini SHS, s tem, da je tam v zgornjem levem kotu pustila med nemško in madžarsko manjšino vpeto Slovence na uporabi, to so Slovenci uporabili. To je potem v bistvu, kot se že prej omenil, prva taka pomembna prelomnica v zgodovini madžarske narodne manjšine. Mogoče samo še ena opomba, tukaj manjšinski politiki, Madžari pa tudi Slovenci uporabljajo, nas slišijo, da je ta meja glede etnične, če gledamo z etnične perspektive, dokaj pravična. Če vzamemo v uporabi ostalo 8 naselij s približno 5.000 Slovenci, v Prekmurju je pristalo 29 naselij z večinskim madžarskim prebivalstvom, ki je živelo, kot sem že prej omenil, leta 21 okoli 15.000 prebivalcev. Če zdaj to primerjamo te podatke, recimo koliko Slovencev je ostalo v Italiji leta 20, po Rapalski pogodbi na Koroškem, da ne govorimo o Madžarih, Romunijih, kjer je 1,5 milijona ostalo, pa na Českoslovaškem, potem je ta meja, ki je bila zarisana v Trianonu, da je Prekmurja tukaj pravičen, da poudarja v etničnem pogledu. Druga prelomnica v zgodovini madžarske narodne manjšine je kolonizacija Slovence v okolico Donje Lendave. Jaz se opravičujem, nisem zemljevida v slovenskem jeziku, ker je ta zemljevid bil napravljen za eno madžarsko študijo slovenskega zemljevida nimam. Alško letno pomeni Donja Lendava, to je ta Donja Lendava kot center tega območja. V okolici so naselja, levo v zgornjem kotu je Mura Sobota, to je Murska Sobota, tako da to je ta zmedje. V času med obema vojnama se je v Jugoslaviji izpeljevala agrarna reforma. Osnovni cilj te agrarne reforme je bil ta, da se zelo nepravična agrarna struktura, predvsem v tistih predelih, ki so bile priključene z ogrskega v Jugoslaviji, da se ta posestna struktura napravi bolj pravična. Namreč na eni strani ste imeli majhno število velikih posestnikov, veleposestnikov dobesedno,
V Prekmurju so to bili izrazito pripadniki madžarske aristokracije, recimo družina Esterházy, Ziči, Bojtjani, Sapari. V okolici Lendave so imeli veleposestvi, izključno je imela veleposestve družina Sapari. In ta agrarna reforma je v bistvu določila zgornji maksimum zemlje, ki so lahko ti veleposestva držali v svoji lasti. To je bilo preko 500 hektarjev zemlje, oziroma 800 pa še nekaj katastrskih oralov. Vse ostalo pa je agrarna reforma vzela tem veleposestnikom in jo razdelila med okoliškim prebivalstvom. V okolici Lendave se je to malo drugače odvijalo, namreč oblast je agrarno reformo izkoristila tudi zato, da je naselila na to območje med madžarsko prebivalstvo Slovence, ki so, in tukaj spodaj navajam, vsega skupaj je bilo v tem obdobju naseljenih 254 družin z 1305 družinskimi člani, in med njimi je bilo razdeljenih približno 2000, malo več kot 2000 hektarjev agrarne zemlje. Torej ni bilo ne vem kako, niso bili zelo radodarni, če smo odkriti. Po drugi strani pa seveda, kjer je zemlje zginilo, oziroma je ni bilo dovolj, domačini, predvsem Madžari, niso dobili zemlje, oziroma so bili zelo malo družin je dobilo zemlje za agrarne reforme. Zaradi tega so bili pač zelo ogorčeni. Po eni strani na te tako imenovane prišleke, so jih imenovali te naseljence, so pa gledali zelo po strani in so jih prihajali do nekih manjših konfliktov med njimi. Priseljenci oziroma kolonisti, vi jih omenjajo kolonisti, pravno tudi izraz naseljenci, so geografsko gledano bili iz dveh področij. So bili po eni strani Primorci in strani tudi iz okolice Gorice. To so bili predvsem vojni begunci, oziroma po letu 25 tudi begunci, ki so bežali pred fašizmom. Je bilo približno polovica kolonistov je bilo iz Primorske in Istre. Druga polovica pa so bili kolonisti iz Prekmurja, torej slovenskega dela Prekmurja. Naslednja prelomnica 1941, torej vključitev Prekmurja madžarski. Kolega Laslo Gönc, naš sodelavec, je napisal knjigo z naslovom, ter je obravnaval drugo svetovno vojno na območju Prekmurja, okupacija ali osvoboditev. Ta fotografija vam bo odgovorila na to vprašanje, namreč slovenski del prebivalstva, Prekmurja je seveda na prihod madžarske vojske leta, torej 16. aprila leta 1941, gledala kot na okupatorje. Madžarsko prebivalstvo ne. Oni so dejansko gledali na Madžare kot osvoboditelje, pa ne samo zaradi etnične komponente. Temveč prva jugoslovanska država je dejansko manjšine, madžarsko manjšino obravnavala kot drugorazredne državljane. Prej sem že omenil agrarno reformo, ko so jih izključili za agrarne reforme. Po drugi strani pa seveda madžarski jezik je izginil iz uprave in kot tretje element bi navedel še šolstvo. Namreč leta 1920 je bilo na področju Prekmurja še okoli 20 madžarskih osnovnih šol. Leta 1940, torej leto dni pred napadom Nemčije na Jugoslavijo, še ni bilo nobene madžarske šole. Postopoma so ukinjali madžarske šole in so pač postali potem te šole slovenske. To je fotografija z 16. aprila v Lendavi, ponazarja prihod madžarske vojske. Moja babica, se je rodila 1920 po očetovi strani, sem Madžar, po drugi strani pa Slovan, mi je razlagala za to obdobje več pravi, ko smo bili Madžari. To je bilo tako zasideno do madžarske manjšine obdobje, ko so pripadali med vojno Madžarsko, ko je bila madžarska vdala, to so oni razlagali, ko smo bili Madžari. Če razumete ta naglas na tem, da smo, čeprav so mi po etničnem izvoru Madžari, ampak to obdobje, ko so pripadali madžarski, po tem pogledu so pač analizirali, smo omenjali kot da so bili Madžari. No, naslednje obdobje, ki je dejansko prav tako vplivalo, ne direktno, pa posredne internacije Slovencev, razministravljeni Primorce v Šadra leta 1942. Madžarska uprava, torej Madžari, ko so zasedli Prekmurje, so tako rešili slovenske uprave, tudi slovenskih učiteljev. Pojavilo pa se vprašanje, kaj se napravili s kolonisti, oziroma z naseljenci. Vstopili so v kontakt z Italijo, namreč želeli so jih prvič vrniti, odkud so prišli, odkud je bili v kraj rojstva. Italijani, zaradi Primorske in Istre, da pripadali Italiji, Italijani jih niso sprejeli, oziroma se enostavno najde vire v arhivu, ko je potekala neka korespondenca med zunanjimi ministrstvom Italije in Madžarske, ni prinesla uspeha in potem so te koloniste
internirali v taborišče Šarov. To je bilo železni županizem in ti vsega skupaj 589 oseb so tja internirali, od malih otrok do starih oseb. V taborišču je umrlo 23 oseb, izven taborišča še dodatnih 12, tako da vseh teh internirancov Slovencev, Primorcev in Stranov umrlo 35 oseb. Ni šlo za poboje, ni šlo za likvidacijo, temveč so umirali predvsem zaradi izredno slabih higienskih razmer v taborišču. Leto 1945, začetka aprila sovjetske enote osvobodijo Prekmurje, malo zatem pridejo partizani, prevzamejo oblast in s tem seveda madžarska skupnost, ki se prej smatrala za, torej so pač del Madžarske, so ponovno postali manjšina in začnejo se neke, tako rekel, sodobniki so rekli za revanšistični ukrepi. Jugoslovanske za partizanske vlasti junija leta 1945 internirajo v taborišče, oziroma v grad Harad, tranzicijsko taborišče Hrastovec 558 oseb, imamo zapis teh, poimensko poznamo te internirane osebe. So bili tam zaprti do septembra, začetka oktobra, del njih so potem kasneje premestili v Štental. Jugoslovanske vlasti so želeli te osebe kasneje več prek na Madžarsko, vendar zanimivo, ko je pa preprečil podžupan Budimpešte, je teda bil podžupan leta 1945 Budimpešte, ki je bil porodil iz Prekmurja in je pač prišel do te informacije, je potem prek zavezniških komisij interveniral in so pač potem to namero v bistvu prekinili oziroma so uspeli. Ta posnetek je bil napravljen na dvorišču dvorca Hrastovec, da je spomenik tem interniranim Madžarom, ki so ga postavila madžarska skupnost v 2000 letih. Leto 1959. Pomembna prelomnica namreč, to je prvi tak primer, oziroma korakov jugoslovansko in slovensko oblast pozitivno pristopi k madžarski narodni manjšini, da še vedno govorimo o narodni manjšini, uvede se dvojezično poslovanje na narodno-slovenškem območju v okolici v Prekmurju in pa, kar še bolj pomembno, dvojezično šolstvo. V 50-ih letih do uvedbe dvojezičnega šolstva v Prekmurju imamo oddelke, torej imamo šole, ki imajo slovenske in madžarske oddelke. Starši morajo odločiti, ali bodo vpisali otroka v slovenski oddelek, pa v madžarski oddelek. V 50-ih letih se je začel en trend, ena tendenca, ko so starši Madžari v velikem številu svoje otroke vpisovali v slovenske oddelke. Zakaj? V Sloveniji nismo imeli, to smo tudi ljudje, ki so teda hodili v osnovno šolo, in tudi mogoče razlagali, da niso imeli možnosti nadaljnjega šolanja v madžarskem jeziku na srednjem nivoju. Po drugi strani se slovenskega jezika niso tako dobro naučili v madžarskih šolah, da bi s tem znanjem lahko nadaljevali uspešno šolanje v slovenskih šolah in najbližja madžarska srednja šola pa je bila v Vojvodini. To je pa bilo predaleč po eni strani, po drugi še tudi cenovno bi bilo to zelo zajeten zalogaj za sicer zelo siromašno ljudstvo in tako so se začeli starši vpisovati otroke v šole in dejansko so se šole spraznile. In potem je to oblast tudi mogoče s tem, da je tudi še staraže, da različimo več za tako rečno šolstvo in je to uspešno. Res je bilo uspešno, sicer je med tem časom šolstvo večkrat doživelo neke reforme, sprememba, pa še danes imamo dvojezične osnovne šole v Prekmurju. Imam še 2 minuti, zelo kratek bom. Leto 1975, nova ustava, torej leta 1974 ustava sprejela novo ustavo, 1975 tudi Slovenija, socialistična republika in omenjam to zato, ker se pravice manjšine se širijo v bistvu, to je tisti trenutek, ko madžarska kot seveda italijanska manjšina v Sloveniji dobi nekako platno pa škare v svoje roke. Začnejo lahko tudi od spoda organizirati svoje življenje, ustanovljajo interesne skupnosti na področju kulture in to še danes se vidi, da so se že začeli te zadeve urejati na šolstvu in tudi politično, da se postavile te manjšinske ki smo upravljali pa neke organizacije. In potem leto 1991 zaključek, torej osamosvojitev Slovenije,
Izpostavil bi samo eno zadevo, v bistvu tudi, da nova, torej Republika Slovenija je te pravice, ki je že dala ustava leta 1975, prenese v novo ustavo, sicer ne vse, ampak skoraj vse pravice, predvsem pa na področju zakonodaje to pravico, možnost samoorganizacije obeh avtohtonih manjšin v Sloveniji, v narodni skupnosti, če govorimo zdaj, italijanske madžarske še bolj razširi, tako da lahko govorimo zdaj o neki delni avtonomiji na narodnostno mešanem območju v Prekmurju, tudi na področju političnih organizacij so se manjšine zelo dobro organizirale. Je pa res, da manjšina, ki je leta 1921 štela okoli 15.000 oseb, leta 2002, ko smo imeli na zadnji popis v Republiki Sloveniji, klasični popis prebivalstva, je štela 6.200 oseb, po moji oceni danes bi štela okoli 5.000. Zdaj, lani smo imeli volitve v lokalne skupnosti, imeli smo 5.480 oseb na madžarskih volilnih seznamih. Tako sem zaključil. Hvala za pozornost.